Gold and silver have I none, I can give you more. Pretekli teden se nam je do kraja porušil svet. Potem, ko že lep čas poslušamo jadikovanje o razprodaji državne zlatnine, če hočete, srebrnine, Mnogi celo trdijo, da gre pravzaprav za staro železo. Po vsem tem je ob razpravi o možnih prihrankih v javnem sektorju še minister Karl Erjavec izustil tele zlovešče besede. Treba javni sektor racionalizirati. Imamo ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, pa ne želijo iti v pokoj. Potem imamo ljudi, ki so za določen čas. Potem imamo tudi verjetno kakšne slabe delavce v državni upravi. Verjetno niso vsi biseri. Tako da bo pač treba začeti s tem. Gold and silver have I none, I can give you more. Ja, torej smo po zlatnini in srebrnini še ob bisere in dragulje. How many hits did that thing receive? Unfortunately, not enough to kill it. Smo pa pretekli teden prišli do nekaterih pomembnih spoznanj na področju teorije in prakse medijskih umorov. Izkazalo se je, da je imel kardinal Franc Rode izjemno srečo, da so ga obtožili prav očetovstva. Zadeva je preverljiva in testu DNK težko oporekajo celo raziskovalni uredniki in novinarji na delu. V kakšnem drugem primeru, ko denimo človeka obtožijo, da je na neznanem kraju ob neznanem času od nekih neznancev sprejel obljubo nagrade, ostane namreč nesrečnik zaznamovan do konca svojih dni. So se pa med ljudmi začele širiti govorice, da je odgovorna urednica Dela, Romana Dobnikar Šeruga, v resnici mati prvega peresa te časopisne hiše, Dejana Karbe. Da bi oba preomenjena ne tratila po nepotrebnem časa in denarja za teste DNK, naj kar takoj razložimo zadevo. Romana Dobnikar Šeruga namreč ni mati Dejana Karbe v običajnem pomenu te besede. Gre bolj za adoptivno materinstvo, kot so ga razvile domače kokoši, ki jim učeno pravimo Gallus domesticus. Ko se domača kokoš odloči za materinstvo, namreč ni posebno natančna glede jajc, na katerih bo sedela. Lahko so njena, lahko pa tudi ne. Veselo jih vali, dokler iz počene lupine ne pokukajo negodni piščanci. Ko pa so ti izvaljeni, se običajno izkaže za skrbno mater oziroma kokljo, ki negodnike rada zaščiti, jih vzame pod peruti in pogreje. No, zelo podobno je v zgodbi z Romano Dobnikar Šeruga in Dejanom Karbo. Seveda je lepo in prav, da urednica romana po fiasku, ki se je zgodil v časopisni hiši, stoji za svojim novinarjem. Ne smemo pa pozabiti zaslug, ki jih ima ona sama in njeni predhodniki za blestečo kariero mladega novinarja. Brez njih bi bil Karba, ki slovensko medijsko sceno zalaga in bogati z biseri o Patriji, o očetovstvu kardinala Rodeta in še o čem, bržkone še vedno navadno rumeno novinarsko pišče.